Danes v Pomurskem dnevniku. Dalmatinski večer v Hotizi. Ohlajanje avtomobilske industrije. Na obisku pri Breznikovih. 2 leti v priporu. Vreme, jutri bo jasno. Cenjene gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v družbi Pomurskega dnevnika. Ljubitelji dalmatinske glasbe, pa tudi hrane, bodo to nedeljo v Hotizi prišli na svoj račun. Z nami imamo tukaj gospoda Teja Pucka iz okteta Belmura. Pozdravljen, gospod Tejo. Kako potekajo priprave? Bo v nedeljo v Hotizi dišalo kaj po morju? Ja, mislim, da vsak, ki je vključen v ta program, se po svoje že zdaj zelo intenzivno pripravlja. Mi z oktetom smo naredili kar nekaj vaj, tudi takih izrednih, neplanskih. Čeprav je čas dopustov, pa je mogoče težko priti skupaj. Prepričani sem pa, da tudi ostali glasbeni gostje trdo delajo, kakor tudi organizatorji samega prireditvenega prostora. Zdaj festival že drugo leto, ne? Bo letos organiziran s strani turističnega društva Hotiza. Kaj bo ponujal obiskovalcem? Ja, res je tako. Na Hotizi že drugo leto tale dalmatinski večer. Nekako 2 sklopa, kulinarični del in pa tale glasbeni del. V kulinaričnem delu si lahko obiskovalci naročijo vse dalmatinske specialitete, od lignjev do orade, girice tudi. Tale glasbeni večer pa bo potem, glasbeni del bo pa postregel pač z dalmatinskimi pesmimi, ki jih nekako bomo izvedli oktet Belmura, skupina Euterpe in pa Elizabeta Djeji, ki jo bo spremljal Timotej Tivadar na kitari. Tako da nekako to bo tale dalmatinski sklop. Kdaj pa se prične v bistvu ta glavni del? No, bom rekla, kuhalo se bo že verjetno kaj prej oziroma peklo. Kdaj pa se bo kaj zapelo? Tako, ob 4 lahko obiskovalci že poskusijo dobrote z Dalmacije, ob 5 pa se potem začne tisti kulturni glasbeni del. Kako je bil festival lani oziroma ta večer lani obiskan? Je prišlo kaj ljudi? Ja, obisk je bil zelo, zelo velik, tudi tako pričakujemo letos, kajti mislim, da je ravno pravi letni čas za takšno dogodivščino, takšen dogodek. Pa tudi mislim, da lahko marsikaj doživijo obiskovalci, ki pridejo na ta dogodek. Zdaj dogodek bo potekal kje na prostem, ali je to v kakšnem šotoru? Kako bo to izgledalo za tiste, ki še niso lani recimo bili? Vse se bo odvijalo pri Brodu na Hotizi in postavljen je velik šotor, bo pa tudi prizorišče okoli tega šotora, tako da za vsakega nekaj. Kje pa se kupijo vstopnice ali kako na dogodek? Vstopnic ne potrebujete, ker je dogodek brezplačen, pridete tja in vse skupaj lahko seveda podprete tudi s tem, da kaj več naročite, pa bo to. Pa bodo vsi zadovoljni, ne? Tako. Kolikor je slišati, torej bo glasba, bo dalmatinska, hrana tudi, samo morje še manjka, temperature pa tudi najverjetneje bojo, upamo, na lepo vreme, ne? Mislim, da so napovedane dokaj visoke temperature, ja. Odlično. Če želite, lahko gledalcem še kaj sporočite oziroma vse povabite v Hotizo, vse ljubitelje. Točno tako. Vse je bilo povedano, se pravi to nedeljo 25. avgusta. Če želite najprej kaj pojesti ob 4, če pa si želite samo glasbe, pa potem ob 5, pa potem ostanemo skupaj še več ur. Tako da bo tudi za hrano na koncu še dovolj časa. Še v začetku leta je kazalo, da bodo pri enem od največjih zaposlovalcev v Podravju, kidričevskem Boxmarku, povečali proizvodnjo. A so se že pred poletjem razmere drastično spremenile. Naročila so upadla za skoraj četrtino. Odpoved delovnega razmerja bo v roke že prihodnji teden prejelo 60 zaposlenih, do konca leta pa še enkrat toliko. V podjetju poudarjajo, da v Sloveniji poslovno okolje ni več konkurenčno, bodo pa povečevali število delovne sile tam, kjer je ta cenejša, denimo v Bosni in Hercegovini.
Novica, da bodo po večjih odpuščanjih konec leta 2020 v Kidričevskem Boxmarku zdaj na vrsti nova, brez dela bo v podjetju ostalo 120 zaposlenih, danes na Ptujskem močno odmeva. Spet so napovedi, da bo odpuščali, če bi mogoče katera kak komentar. Zaposleni so se danes sicer zavili v molk, bolj zgovoren pa je bil direktor podjetja, ki pravi, da so odpuščanja posledica ohlajanja gospodarstva in zmanjšanja naročil v podjetju. Ja, morali smo se zaradi raznih okoliščin na svetovnem trgu s težkim srcem odločiti, da se bomo poslovili od 120 osebami, kateri bomo na 2 delih razdelili, to znači 60, ki bodo dobili naslednji teden odpoved in naslednji pa z zamikom do konec leta. Iz Ptujskega zavoda za zaposlovanje sicer odgovarjajo, da napovedana odpuščanja po njihovi oceni ne bodo bistveno povečala števila brezposelnih, saj da je v lokalnem okolju in bližnji okolici dovolj prostih delovnih mest, kjer so podjetja zlasti iz živilske panoge in socialnega varstva že izrazila interes za zaposlovanje. A vsaka odpuščanja za seboj pustijo določene socialne posledice, kar pa je na Ptujskem, ki velja za eno najbolj materialno ogroženih območij pri nas, še bolj izrazito. Pomeni, da materialne stiske kljub večji zaposljivosti še vedno ostajajo, nenazadnje stroški se zvišujejo. Vedno, ko gre za takšna večja odpuščanja, se seveda pri nas poveča število vlog, najprej vlog za izredno denarno pomoč, potem pa tudi število vlog za denarno socialno pomoč. Na napovedana odpuščanja so se odzvali tudi v reprezentativnem sindikatu, ki ga je podjetje že v začetku julija obvestilo o nameri, a kot pravijo, so globoko zaskrbljeni, saj naj bi po njihovi oceni v Boxmarku odpuščali zato, ker selijo proizvodnje v cenejše balkanske države. Podjetje so pozvali k zaščiti presežnih delavcev, državo pa k podpori industrije, ki je nekoč bila gonilna sila slovenskega gospodarstva. V Boxmarku pa medtem poudarjajo, da so vlado že lani opozarjali, da se bo recesija v Nemčiji močno odražala tudi v podjetjih, ki so vezana na nemški trg. Ugotavljamo na trgu v Nemčiji, da je veliko več podjetja zapirajo in grejo v stečaj, kot je to bilo v predkoronskem času. In da Slovenija zaradi vse višjih davkov in obremenjenih plač postaja vse bolj nekonkurenčna na trgu. Sama minimalna plača je v preteklih 4 do 5 letih nadpovprečno rastla, kar seveda zaposlene veseli. Po drugi strani pa stroškovnika zelo skrbi. Sama lestvica konkurenčnosti to izkazuje. Slovenija je iz 36. mesta na 47. padla. Nas prehitijo druge države, kot so Hrvaška, Bosna in vsi skupaj. A v Kidričevem kljub odmiku od serijske proizvodnje optimistično zrejo v prihodnost, saj se usmerjajo v razvoj izdelkov z višjo dodano vrednostjo, a z manj zaposlenimi. V osrčju Slovenskih goric v majhni vasi Komarnica v občini Cerkvenjak se nahaja turistična kmetija Breznik, kjer že več kot 2 desetletji združujejo gostoljubje in ljubezen do vinogradništva. Sledi kratek video našega obiska. Ste pri Breznikovih v Komarnici v osrčju Slovenskih goric v občini Cerkvenjak, kjer se ukvarjamo v prvi vrsti z gostinstvom, hkrati pa imamo tudi veliko svojih vinogradov. Na naši kmetiji vam ponujamo naše domače vino, naše domače sokove, naš domač narezek. Potem pri nas lahko imate razne zabave, hkrati lahko pri nas prenočite, imate degustacijo v naši vinski kleti. Tradicija vinogradništva pri nas je zelo pestra, dogaja se skozi celo leto, začne se z rezjo, postavitev klopoca in pa na koncu koncev tudi trgatev. Pri nas na našem koncu vse to ohranjajo tudi naša društva. Ravno zaradi evropskih sredstev se turistične kmetije, se gostišča, se restauracije lahko širijo, se lahko prenavljajo, lahko v bistvu dosegajo različne cilje.
Na mariborskem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje 24-letnemu Luki Gašpariču, ki je septembra 2022 brutalno poskušal umoriti prijateljico v mestnem parku Maribor. Kljub temu, da je žrtvi zadal 20 ubodov v glavo, odsekal palec in jo porezal po telesu, pa Gašparič v celjskem priporu še vedno čaka na izrek zaporne kazni. Ali bi lahko po 2 letih od vložitve obtožnice zakorakal na prostost? Kmalu bosta minili 2 leti, odkar so policisti Luki Gašpariču zaradi srhljivega napada na dekle v Mariborskem parku odvzeli prostost, a Mariborsko okrožno sodišče mu še vedno ni izreklo kazni. Le še dobre pol leta časa imajo, da ga obsodijo, sicer bi lahko v najslabšem primeru zakorakal na prostost. Medtem ko tožilstvo vztraja pri mnenju izvedenca postavljenega s strani sodišča, da je bil Gašparič v času dejanja povsem prišteven, pa se Gašparičevi odvetniki še naprej trudijo dokazati, da je bil po dejanju oziroma ko so mu policisti odvzeli prostost neprišteven in ni razumel pravnega pouka, prebranega strani policije. Med obravnavo so glede njegove prištevnosti zaslišali 3 psihiatre. Enega je določilo sodišče, 2 pa je na svoje stroške vključila obramba. Izvedenec sodišča je svoje mnenje danes dopolnil, senat pa je predlog obrambe, da mnenje sooči še z njihovim psihiatrom, zavrnil. Mi sicer menimo, da bi bilo potrebno današnje zaslišanje oziroma izpovedbo izvedenca poslati v izjavo tudi našemu strokovnjaku, kar lahko nenazadnje tudi sami naredimo, potem, ko bomo prejeli prepis zvočnega posnetka. Tako da o tem bomo kot obramba še se odločili in zelo verjetno tudi svojemu strokovnjaku to poslali v izjasnitev. Jaz mislim, da bo treba strokovno pomoč obrambe šteti kot del obrambe. Del obrambe, ki pomaga obrambi, ki sedi skupaj z njimi in dela vse za korist obdolženca, ne pa kot strokovno izvedensko mnenje, za katero je potrebno se soočati. Če sodišče do naslednje obravnave ugotovi, da Gašparič pravnega pouka ob odvzemu prostosti ni razumel, bi lahko bili izločeni tudi tisti najbolj ključni dokazi, kot sta kuhinjska sekira in nož. Eno vprašanje je, ali je bil sploh poučen o pravicah, preden je podal svojo izjavo, govorimo o zaslišanju na policiji. Drugo vprašanje pa je, tudi če je bil poučen, ali je bil te pravne pouke sposoben razumeti na način, da je lahko ravnal skladno z njimi v svojo korist. Vse kaže na to, da je vedel, kaj počne. Konec koncev se vrnil na kraj dejanja in želel skriti predmete, s katerimi je bilo storjeno kaznivo dejanje. Ko je policist opažal kri, je povedal, da je padel s kolesom. To se pravi, na telefonu je točno pokazal, kam je dal stvari. To ne dela človek, ki ni sposoben razumeti pravnega pouka, po mojem. Plus tega pa je pokazal stvari, je tudi nenavadno, da je pokazal stvari, če se pa ne spomni, kaj se je zgodilo. Če bodo dokazi izločeni, bi se primer, ki ga na sodišču spremljamo že nerazumno dolgo, lahko obrnil na glavo. Je pa danes sodišče reklo, da pač bo naslednji narok bil že z zaključnimi besedami in tudi verjetno v bistvu odloča se boje glede izločitve dokazov, tako da v bistvu pričakujemo potem obe strani, da se bo lahko že naslednjič končala zadeva. Tožilstvo sicer še naprej vztraja, da bi Gašparič moral za rešetkami preživeti vsaj 17 let ali več, a bi mu lahko pri milejši kazni pomagala tudi njegova mladost in dosedanja nekaznovanost. Po drugi strani pa gre za poskus umora na grozovit pa zahrbten način in na način, ki v bistvu odstopa od podobnih tovrstnih primerov, je srhljiv. Sojenje Gašpariču se bo nadaljevalo 19. septembra. Preverimo še, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Današnji dan je bil v Pomurju sončen. V krajinskem parku Goričko in Radencih je bilo opoldne namerjenih 21, v Lendavi in Murski Soboti pa 22 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj Celzija.
Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale med 14, podnevi pa do 31 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno in vroče. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale okoli 17, čez dan pa od 33 do 34 stopinj Celzija. Tako, prišli smo do konca. Za več informacij iz Pomurja vas lepo vabimo k obisku naše spletne strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in lep preostanek dneva želimo.